Najhitrejši brki na smučeh. Kaj je bila prva stvar, ki si jo naredil, ko si izvedel za zmago? Ja, v bistvu zmaga je prišla bolj klavrno, ker vsi vemo, kaj se je dogajalo zaradi tega žalega dogodka, tako da jaz sem si v bistvu bolj predstavljal zmago kot to, da bi prišel cilj, dal roko naprej in ponorel od veselja, ampak zdaj še bi rabil nekaj časa malo, da bi v bistvu sploh dojel, da je ta rezultat prišel in to vse skupaj. Boljše ne je moglo biti, če na začetku sezone me vprašali, ne bi to verjel. Vejo sem, da je Filip definitivno zelo dober, pričakoval sem kako medaljo, tudi zlato, ampak tega pa ne bi upal napovedati niti slučajno, takega uspeha. Prvi trenutek sploh nismo mogli dojeti. Moram pa reči, da smo se na to pripravljali že 14 dni, vsaki dan smo se pogovarjali in vsaki dan upam, da sem mu dala neke energije pozitivne, da je tudi vsako tekmo zelo dobro odpeljal. Sploh zadnje tekme so bile brez napak praktično in veste, da sem najbolj srečna mama na svetu v tem trenutku. Sta se zdaj zadnjih 14 dni morda kaj bolj intenzivno pripravljala? Bolj intenzivno smo v bistvu probali se relaksirati, kako bi rekel. V bistvu zadnjih 3 tedni so bili kar naporni, ker smo bili smo na poti, najprej bila tekma v Nemčiji, tam smo šli direkt na Švedsko, smo se ustavili en dan v Berlinu, malo tako, da si spočijemo, malo mesto pogledamo. Potem smo šli na Švedsko direktno, Švedske nazaj proti Švici, smo ustavili v Hamburgu za 2 dni, da si spet malo spočijemo. In to je bilo to, brez samo tekme, ni bilo nekih intenzivnih priprav. Sezona je konec, kaj boš počel zdaj, ko boš imel preveč prostega časa? Preveč prostega časa jaz še v življenju nisem imel in tudi zdaj ga ne bi imel. Enostavno zdaj, ko se je končalo, imam še na sporedu par takih tekm bolj eksotičnih, brez nesvetovnih pokalov in potem imam namen končati študij, narediti diplomo, da sem s tem fertik in pa seveda, tako vsi vemo, bolj pa prije na vrsto holo, skate in poletne stvari in pa seveda treningi, definitivno. Sploh si ga nisem predstavljala najprej v smučanju, čeprav je smučal, je hodil v alpsko šolo, ampak tudi kot otrok ni bil prav dober smučar, tudi v teh mladinskih, kot mlajši pionir ali pa potem kot mladinec je začel delati. Ampak ko je bil star tam meni 16 let, pa je malo dozorel, sem pa vedela, da se zna za stvar, ki si jo želi izboriti in točno to je tu naredil. Torej je bil trmast mladenič. Trmast mladenič in še posebej sem ponosna na njega, da je izstopil zavestno iz alpskega smučanja, kjer je že imel na vse zadnje vse z rožicami poslano in se je upal in boril za čisto neznanimi športom. Nihče v Sloveniji ni poznal kaj dosti tega športa, pa je le uspel. Pričakujete, da bo ta Filipov uspeh zdaj kakorkoli pozitivno vplival na priljubljenost tega športa pri nas? Ja, absolutno. Vedno več ljudi že pozna ta šport, vedno več ljudi ga hoče spremljati. Videli so, da je zanimiv šport, tako da, ja, definitivno. A nevaren tudi? Nevaren je, o tem ni dvoma, ampak vsak športnik se pač sam zaveda, kaj se spušča tukaj. Nevarno je v bistvu lahko nas na ulici avto povozi. Zaupajte nam kakšno kratko anekdoto, da mu bo nerodno mogoče, ko bo gledal ta video. Jezus Kristus, anekdot je ogromno. Najbolj se spomnim, pri nas doma je en album, kjer je Filip pač na vsaki sliki krval, ker je bil taki živahen otrok, nič ga ni bilo strah, smo mu kupili kolo, je padel, je bil krval, smo mu kupili avtek, je padel. Skratka, bil je radoživ in razigran otrok, ampak to je očitno dalo, ker ga nismo strašili, se je pobral pa šel naprej. Povej nam, kdo so vsi ti ljudje danes tukaj? Vsi ti ljudje so dragi moji prijatelji, znanci, sorodniki, skratka vsi, ki me podpirajo, ki se veselijo skupaj z mano in res sem vesel, da me toliko ljudi podpira, da nekako dihajo z mano, da jim jaz lahko tudi nudim dobre rezultate in veselje in res to mi dosti pomeni.
kako pa se kaj zadovoljen s podporo Smučarske zveze? Dobro, zdaj glede podpore Smučarske zveze, zdaj sploh ne bi govoril, vsi vemo, kaj se je dogajalo, ampak na sporedu so zdaj po sezoni pogajanja in kaj se bo dogajalo naslednjo leto, bomo pa videli. Jaz gledam na vse pozitivno, tako vedno. Za naprej načrti, kaj še lahko več dosežete? Ja, vse od tu dalje pa zdaj pač cilj je olimpijada, ne? Olimpijska medalja, definitivno. Drugo leto je svetovno prvenstvo, tako da to je tudi pomemben čas. To je to, priprave nadalje. Si že našel kakšno častno mesto za medaljo in za globus? Dobro vprašanje, si še razmišljal, zdaj na Umaru, ne vem, če bi dal globus, kaj če mi pol dol pade, ne? Tako si naš Toras pa to. Tako da mogoče si ga nekaj malo zaprl, ter bom videl. Imam čas, da razmislim.